V bistvu se mi ne zdi, da bomo kmalu, veš, v poletju. Ne, ampak bomo, veš. Bomo. Ampak mi bomo danes pogledali iz numerološkega vidika, kaj nas čaka julija, avgusta, kaj ti numerologi skozi pomen števil vsakemu mesecu posebej pripišejo določeno energijo. No, več o tem pa nam bo povedala Lili Sorum. Dobro jutro! Dobro jutro! Kako je? Bom začela kar z junijem. Junij je seštevek 5, se pravi nihajoča energija, torej tole vreme, ki spominja na april, ni nič nenavadnega. Bo pa minilo. Še malo pa bomo v juliju, pa se bomo kuhali, pa nam spet ne bo prav. Pa se bomo končno spočili? Niti ne. V bistvu je tako, letošnje poletje bo kar intenzivno. Sploh julij bo zanimiv. Julija bomo imeli občutek, da se kregata naša glava pa srček, kar je zmeri zabavno. Ali pač? Ne, nikoli ni zabavno, ja. Da prinaša izzive. Je pa v bistvu tako, tisti ljudje, ki mogoče težje verbalizirajo svoje čustva, bojo mogoče malo lažje izrazili to, kar čutijo. Ne nujno na zrel način, ampak vsaj ven bodo dali sebe. Tisti, ki pa mogoče so zelo, zelo emotivni, počasi tudi malo drame naredijo in pa mogoče lažje na bolj racionalen, razumljiv način povedati, kaj jih moti. Predno gremo na avgust, kako se lahko pripravimo na ta turbulenten julij? V bistvu to, da gre junij mim, je kar dober začetek, ker junij je tisti, kaj najbolj tak. Moramo samo preživeti. Tako. Bistvo junija je to, da gremo ven iz cone obdobja. Se pravi, je za pričakovati, da bodo dogodki v našem življenju taki malo bolj razborljivi, zato da bomo začeli razmišljati na drugačen način, da si bomo kakšne stvari tudi drznili, da bomo mogoče malo bolj divji v svojem doživljanju in izražanju. Potem je pa julij tisti, ki potem začnemo malo bolj razmišljati o tem, kaj je tisto, kar je za nas. Ja, pa kaj ne. Ampak zdaj bom tako rekla, če nismo malo uporniški, pa malo najstniki, kako smo bili najstniki, smo bili najbolj pametni, pa vse smo hoteli probati, pa v življenju pa mogoče nam ta iskrica malo manjka, no, temu je namenjen junij. Tako da julij bo potem prinesel malo več tudi razumevanja nekih stvari, bo pa vsekakor intenziven, ker tisto, kar mi mislimo, da je prav, pa to, česar si mogoče želimo, pa kar imamo občutek, da zamujamo v življenju, bo zelo ospredje. Pa se niti ne upam vprašati, veš, kaj nas čaka avgusta. Julij v bistvu praviš, da kome čakamo, oziroma junij, da gre mimo. Julij v bistvu tudi nekako bo turbulenten, kregal se bosta in razum in srce. V bistvu se bo zelo v naši notranjosti to odvijalo, ne nujno tako zelo v zunanjosti. Avgust je pa potem tisti mesec, ko se pa število 8 podvoji. 2024 je leto 8, ampak 8 kaj je fajn, 8 kaj simbolizira manifestiranje. Tako da v bistvu edin tak res močen napotek za avgust je paziti, kaj razmišljamo, paziti, kaj verjamemo, paziti, kaj afirmiramo. Zdaj, jaz sem tako rekel, če mi zjutraj vstanemo, pa se v špegel pogledamo, pa rečemo, rad se imam, lepa sem, pa cel dan sebe kritiziramo, si štora, si počasen, si to, si uno. Kaj mislite, kaj bo potem tisto, kako se bomo mi zvečer počutili, ko bomo šli spat? Ja, zvečer tudi rečemo, ne? Rad se imam, polnka imam vsega, ampak rad se imam. Ampak vedno pride naslednje jutro. Tako je. Tako da avgust je tak intenziven mesec, v katerem lahko dosežemo marsikaj, česar sicer ne bi. Kaj pa september? Zdi se, da bomo kar v novo šolsko leto utrujeni vstopili, ja? September je pa tak. Veliko ljudem prinaša dobesedno preobrat na glavo v življenju, presenečenja, ampak to ni slabo. Recimo, da smo ujeti v nekem toksičnem odnosu, pa da končno avgusta zberemo pogum, da neke stvari povemo, pa da mogoče stvari presekamo. Saj ni nujno vse slabo vedno. Zato pa imamo zdaj junij, pa predvsem julij, da sami pri sebi razmislimo, kaj je tisto, česar imamo dosti. Se pravi, ta občutek, kaj meni tega treba. Imam tega, ne grem se tega več, bo zelo prisoten. In za mnoge, jaz mislim, da hvala Bogu, ko včasih smo kar malo preveč potrpežljivi. Ampak čemu ne se pol, recimo, julija posvetimo? Je to posel, se pravi služba, je to družina, smo to mi? Mi, predvsem mi. Julij je predvsem naša podzavest. Kaj so vse tiste stvari, ki jih mi sami sebi govorimo, ne da bi se zavedali? V tistih trenutkih, ko smo jezni nase, ko smo utrujeni, ko smo znervirani, ko smo podobni tismu 3 leta starim otročku, ko bi potreboval 15 minut spanca, pa bi bilo boljš. Se pravi, julij je predvsem nam namenjen, na raziskovanju naših globin. Avgust je pa potem tisti posel, manifestacija, boljša organizacija, kaj tisto, kar deluje v našem življenju. Od športa, prehrane, načina, kako funkcioniramo, se pravi, da pač gledamo, kaj je tisto, kar nam res ustreza, kaj nas polni z energijo, kaj je tisto, kar je res naše in da pač opuščamo tisto, kar ne. Ker potem september kot 9. mesec vedno prinese simbolično zaključevanje v smislu, tega ne rabim več, to sem prerastel. Sej tudi pleničk nimamo več, polnih koleščkov na biciklu nimamo več in veliko kot v življenju, kakšne stvari res prerastemo, ampak mogoče tega ne ozavestimo, ker vsem tempo življenja pa je kakršen je. Meni se zdi, da sem bila glih kar tukaj, ko smo se pogovarjali v letu 2024, pa glih kar bo 2025. Tako da zadihati, predvsem zadihati, Julija. Kako naj se pripravimo torej na poletje?
se sploh lahko? Jaz mislim, da ne bo to grozno slabo, kot mogoče zveni, da smo mogoče tudi mi že tam od 2020, 2021 navajeni, da bo šlo vse v negativni smeri. Kakšna dobra knjiga o osebnostni rasti, duhovni rasti, raziskovanju sebe, kakšen dober dokumentar z delavnice na internetu, res ogromno takih stvari, s katerimi si lahko pomagamo. Verjetno pa se moramo predvsem umiriti v sebi. Ja, pod drevo se usest, pa ga objeti, pa malo ptičke poslušati. Pa sprejemati vsak dan in pa seveda vse tisto, kar nam gre na živce pri sebi, pa ne si to smo mi, tudi če nas nekaj moti. Ker v končni fazi dokler nečesa ne sprejmemo, tega ne bomo spremenili. Če se zdaj zatiskam oči pred nečim, tega ne bom, s tem se niti ne bom ukvarjala. Pa bo katero numerološko število še posebej na udaru? Tisti, ki imajo seštevek rojstnega datuma 1 pa 8, tistim se obeta tak najbolj dinamičen poletje, najbolj dinamični dnevi. Aha, torej v bistvu previdno. Čakaj, zdaj računam. Računaš? A nisi ti ravno tam le pri enki neki? Ne vem, a sem? Ne vem. Jaz mislim, da imam 2, da je moje rojstno število 2. Seštevek 2? Ja. 26. A torej tudi tukaj le piše? Tukaj piše, ja. Ja. Ne, lahko zdaj plonka. Čak, 33, kaj pa moram še sešteti? sešteti? Je potem 6, ja. 6. Je potem 6. Ok, ni 8. Ampak v bistvu, kako pomembno pa je, da si vendarle, če nas te stvari malo bolj zanimajo, pa da lahko bolj planiramo poletje, recimo izračunamo tudi numerološko karto oziroma se pozanimamo, ne, malo bolj poglobljeno. Je razlika, če smo mi tip človeka, ki ima rad adrenalin, se bomo imeli junija the best. Če smo pa nekdo, ki je tip rutine, ki ima rad stvari, ki so zelo ustaljene, ki se ponavljajo, pa takim osebam pa junij seveda ne bo ravno pisan na kožo. Aha, zanimivo. Ampak vendarle, ne, število osebnosti. Evo, hvala lepa za to numerološko... Rojstni dan si imela? To se spomnim. Hvala za darilo. Sej vi že ne govorimo o tem, Igor, no, ampak nismo obremenjeni. Ampak kdaj bomo lažje zadihali? Jaz mislim, da proti koncu leta bo, se pravi september pa oktober, boste še 2 taka meseca, ki boste zelo intenzivna. Potem pa gremo bolj proti 2025, tako da zadnja 2 meseca se boste malo bolj umirila. Je pa bistvo letošnjega leta v bistvu prav to, da sebe dihamo, da se nehamo ukvarjati s tem, kaj sosedje pravijo, kaj nekdo drug pravi, kakva so pričakovanja družbe, ampak da začnemo sebe poslušati, kaj tisto, česar si mi želimo, kaj tisto, kar nas dela močne. Zdaj, če mogoče dam sebe za primer, jaz, ko sem bila v srednji šoli, so me vsi čudno gledali, pa Indijanci, pa neki Ekvador, pa tudi ta glasba recimo iz dol res ni ničemor, kar mi tukaj poslušamo podobna. In če bi jaz vse to poslušala, še danes ne bi do Ekvadorja prišla. To je ena izmed največjih takih sreč in izpolnitev v mojem življenju. Tako da pač to unikatnost v sebi negovati. In včasih, ko to pozabimo, življenje malo na nas pritisne. Vsi poznamo te primere ljudi, ki so v redni službi, pa se recimo ljubiteljsko ukvarjajo z, ne vem, s kiparjenjem, slikanjem, s plesom. In namesto, da bi tukaj to varnost pustili, pa se temu namenili, včasih dobijo odpoved, ker jih pač življenje, bom rekla, potisne v tej smeri. Tako da tudi vse, kar bi se mogoče to vrstnega dogajalo junija ali avgusta ali septembra, zaupa, da je to pač za naše višje dobro in da bomo nekoč rekli še dober. Še dober. In seveda to zna vpliva tudi na naše zdravje. Kaj pravijo številke za zdravje? Predvsem, ja, jaz bi rekla, predvsem narava, pa paziti, kaj jemo. Jaz mislim, da tudi sicer naša hrana ni, ne hitro jemo, na pol jemo, hlastamo, ko jemo. Se pravi, tudi to, da poslušamo svoje telo. Je pa dobra novica, da april je bil tisti mesec, ko je bilo zdravje malo bolj v ospredju, tako da te vode smo pa dali za letos, večinoma že skozi. Kaj pa, če nekako ne želimo sprejeti vseh sprememb, novih stvari, ki se nam obetajo in nekako kot noj tiščimo glavo v pesek, bomo vseeno čez nekaj mesecev dobili izstavljen račun? Jaz mislim, da ja, letošnje leto je zelo namenjeno opolnomočenju sebe. Se pravi, kdorkoli v resnici sebe ne živi na avtentičen način, se bo soočil z izzivi, s katerimi se mogoče sicer ne bi bilo potrebno soočati. Tako da, ja. Torej, soočimo se z stvarmi, ki nam jih prinaša poletje in ja, mogoče bomo imeli pa malo več časa, ne, če bomo šli vse na dopust, da se tudi ukvarjamo sami s sabo. Jaz mislim, da je vse stvar organizacije. Vse, če si namerno vzamemo čas, da gledamo neko TV nadaljevanko ali pa poročila eni, ki ga gledajo in ob 6 in 3-krat v dnevu, ne, temo si tiste pol urce na dan zase vzeti, to ni tako veliko. Kako boš ti izkoristila poletje? Predvsem si bom imala čas zase. Upoštevaš tudi sama numerološke napovedi? Sicer Kovačeva kobila je bosa, bom rekla, v zadnjem času sem bila veliko vprašana, koliko je sama zase zračuna, pa moram priznati, da občutno manj kot za druge, ampak tako nekaj bolj umirjeno poletje je pred mano. Kaj nam prinaša ta teden?
Tale teden bo zanimiv v smislu našega notranjega dvogovora. Kaj je tisto, kar nam naša duša sporoča preko občutkov v fizičnem telesu? Se pravi, če zraven nekoga kar nekako zmrznemo se poslušati, pa če zraven nekoga smo polni energije, pa tudi. Super. Spravi spet borbe, tako kot cel Julij med glavo in srcem. Super. Odlično, Lili, hvala ti za danes. Lili, hvala. Super si bila. Ja.